Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru se bomo pogovarjali o plavanju. Naša gostja namreč Ana Hadalin, glavna trenerka plavalnega kluba Cerekno. Lep pozdrav v našem Lep studiu. pozdrav tudi vam. Ko govorimo o plavanju in o cerkljanskem klubu, lahko govorimo kar o nekaj desetletni zgodovini, pa me zanima, kakšni so bili začetki plavalnega kluba Cerekno. Začetki so bili zelo zgodnji. Pri samem začetku sama nisem sodelovala, je bil pa glavni pobudnik Jože Albrecht, pa Sandi Menzinger, takratni učitelj na šoli v Cerknem. Ona dva sta začela s krožkom, potem se je pa otrok je bilo v Cerknem veliko več, kot jih je sedaj, ne? In se je kar normalno začelo, samo brez tekmovanj. Treningi so bili 3-krat na teden, samo problem je bil že takrat, bazen se je zapiral, pa se je spet odpiralo, to pa nima, na tak način ti ne moreš otroka peljati na tekmovanje. In tudi, če ni klub registriran, te noben ne povabi. In ko je prišlo do registracije, mislim, da so šli na prvo tekmo v Pokal Ježek v Ljubljani, se pravi, to je bilo leta 87, potem je prišlo pa do zamrtja. In leta 1995 se je klub na novo registriral, od takrat pa stalno sodelujemo v plavalnem slovenskem prostoru. Predvsem so v vašem klubu aktivni otroci nekje do zaključka osnovne šole. Koliko imate tekmovalcev približno vsako leto? Ja, strmimo zdaj za tem, da imamo tekmovalcev 15. 15 je kar za za Cerkno se mi zdi kar velika številka. Imamo pa še športno šolo plavanja, tam je tudi 15 do 17 in pa še šolo plavanja. V šolo plavanja pa vpisujemo otroke 4 leta stare in jih sprejmejo vsako leto do 30. Omenila ste 15, imate tekmovalcev in pa uspehi tekmovalcev vašega kluba niso tako zanemarljivi. Tudi nenazadnje iz vašega kluba bilo kar nekaj reprezentantov v teh mlajših kategorijah. Mislim, da smo lahko Cerkljani zelo ponosni na delo, pa na naše plavalce. Bom tako rekla, vsaka generacija je prinesla kakšnega dobrega plavalca. Izstopa sigurno pa Miha Kovač. On je bil rojen za plavanje, posebno njegova disciplina je bil delfin. Postavljal je državni rekord v delfinu. Vzel ga je temu slavnemu slovenskemu reprezentantu Jerneju Godcu. Bil je v reprezentanci. Samo dokler gre, na talent gre, ko je pa treba malo truda vložiti, se je pa končalo. Na žalost. Koliko treninga je sicer potrebno za enega takega tekmovalca, ki bi se želel usmeriti v bolj vrhunsko tekmovanje, nastopanje? Če izhajamo, kak imamo pri nas, 4-krat na teden imamo mi trening. Če bi šli gledat slovenske klube, oni trenirajo po 7-krat. Da si ti konkurenčen s 4 treningi ostalim slovenskim plavalcem, to je za mene vrhunsko. Zato, ker vsi pravijo, talent si s čim manj treninga. In če ti dosežeš take rezultate v svoji kategoriji, potem je, ne vem, ali so ostali pretrenirani. Včasih se sprašujemo. Sam v Cerknem nikoli nismo stremeli za kaj več. Tudi vsi ti otroci plavajo v glavnem do konca osnovne šole. Ko se enkrat usmerijo v srednjo šolo ali grejo v Kranj, v Ljubljano, v Novo Gorico, se v glavnem, če nisi talent, za njih plavanje konča. Obstajajo mogoče tudi primeri, da bi nekdo, ko gre potem nekemu srednjo šolo, prestopil v katero izmed drugih plavalnih društev slovenskih? Ja, do sedaj smo imeli 2 plavalca, to je bila Anja Sedejeva, ona je bila tudi državna prvakinja, ona je prestopila v Triglav Kranj, pa Žan Mavrič, on je šel pa k delfinu v Ljubljano in je tudi kot kadet osvajal kolajne. Od Anje je bila, oba sta bila pa kravlista. Zelo dobra plavalca, sam mislim, da po 2-3 letih sta tudi ona dva zaključila.
Kdo pa skrbi sploh za izvajanje treningov? Kakšen je vaš strokovni kader? Koliko osebja? Zdaj za to glavno skupino sem sama. Mislim, dokler je tam 15 tekmovalcev, se to kar da, ne samo trening napišeš. Tako bom rekla, ne, v tej moji kategoriji so otroci od 2. pa do 9. razreda. Spravim jih po kategorijah, po kakovosti in jim prilagodim trening. To gre, mislim, samo težko je spremljati, ne, zato ker moraš ti z vsakim plavalcem biti na tekočem, ga moraš gledati, kaj dela, kako dela, a pravilno dela, a je odplaval vse in je težko, samo se navadiš. Potem imamo to športno šolo plavanja, tam imamo 2 zdaj učitelja in pa plavalni tečaj, tam pa notor vključenih 5 punc, vse z izobrazbo. Zato, ker danes, če nimaš licence ali pa tečaja, te na bazen ne pustijo. Pa tudi privoščiti si ne smeš, da pridejo. Te mali otroci so taki razigrani, da se kaj naredi, je to težko, no. Se o tem sploh ne sme razmišljati. Kakšni so pa sicer pogoji za treniranje v Cerknem? Ste zadovoljni z bazenom? Tak bazen, kot je bil, nikoli ne bo. Cela Slovenija se je taka spraševala, kaj je bilo tega potrebno, a ne. Bazen je imel takrat 6 prog, zdaj so v bazenu 3 proge. Uporabljamo lahko 2, če je sezona na višku, in v 2 progbah imeti 17 ali pa 15 plavalcev je to zelo težko. Svoj čas je vaše društvo organiziralo tudi tekmovanja. Kako je s tem? Ja, še lansko leto smo imeli srečanje primorskih klubov, je bilo kar 100 tekmovalcev iz Kopra, Nove Gorice, Ajdovšne. Imeli smo državno prvenstvo slepih in slabovidnih, tako da se da. Pa ti plavalci, ti primorski klubi strašno radi prihajajo v Cerkno. Tudi če se spomnite včasih, v starem bazenu je bilo prvenstvo bivše Jugoslavije. Je bilo prvenstvo vojne armije jugoslovansko. Ta bazen so v Cerknem, mislim, kot plavalci so imeli strašno radi. So plavalni klubi hodili na priprave. Tudi sedaj, ko so 3 proge, prihaja Ilirija, prihajajo Gorica, prihaja Olimpija, prijedo na priprave in saj jim je všeč. Sam se je treba malo prilagoditi, ne, v 3 progah trenirati mi, pa trenirati klubi, ko prije na priprave, je pa malo zahtevno. Kaj pa tekmovalci vašega kluba? So samo iz Cerknega ali prihajajo tudi iz okoliških krajev? Mislim, da je kar pestro. Prihajajo iz Tolmina, Most na Soči, Idrija, Spodnja Idrija. Tako da smo, mislim, da nismo toliko zaprti. Želeli bi si pa več, ne. Jaz vem, Idrija je zelo velika, ne. Je pa res pa problem vožnje, pa problem nazaj, ne. Mi imamo v treningu za tekmovalno skupino, govorim od pol 7 do 8 zvečer, pol ure rabiš, da priješ do bazena, pol ure, da priješ domov. To je kar zahtevno za 14-letnika ali pa še mlajšega, no. So pa vztrajni, mislim, da Matic Jereb je bil odličen plavalec. Sedaj imam še Zelenca, Tadeja, je tudi hodi strašno priden fant, tako da je kar v redu, no. Želeli bi si pa veliko več. Ampak se pravi, rezultatsko gledano za prihodnost uspešnih rezultatov se najbrž ne bojite? Jaz se bojim, kaj prihodnost bo. Ta generacija letos, ne vem, a bomo mi do junija sploh kaj plavali. Bazen je zaprt, kdaj se bo odpiralo, a se samo za plavalce si sigurno ne bo odpiralo, ker tle ni dobička, ne, tole je, če bi bil to bazen, rekla občinski, bi mogoče bilo, a ne. Zdaj pa plavanje v teh mehurčkih, jaz si res ne predstavljam, a smo res prišli do konca cerkljanskega plavanja, kako bo naprej, res ne znam vam povedati. Kako pa bi povabila morebitne zainteresirane, da se pridružijo ali pa da pripeljejo svojega otroka k vam v klub? Kaj je tista prednost plavanja?
Mi imamo, povpraševanje je veliko, ne, posebno za te tečaje. Mi smo letos mogli odkloniti, prav zaradi teh razmer. Namesto 30 smo jih vzeli 23, da smo jih porazdelili po skupinah, da so bili zmeraj ena in ista skupina. Tle ni problem. Problem nastane kasneje, ko se je treba vključiti v športno šolo plavanja ali pa iz športne šole plavanja preiti v tekmovalno skupino. Vsi nočejo biti tekmovalci, vsi nočejo tekmovanj. Enih je, kot da jih je strah, no. In tle mora vsak posameznik nekaj v sebi imeti, a želi tekmovati, a je sposoben tekmovanja, a se bo odpovedal temu. Računajte, ko gremo mi na tekmo, sobota ali pa nedelja, ti greš na tekmo ob 7 zjutraj ali pa še prej, priješ domov ob 10 zvečer. Tekma je naporna za te male otroke. Ne moreš pa na tekmo ti peljati enega, da bo plaval samo 50 kravl ali pa samo 100 kravl. In se čaka. Pa je pa še vmes 1-2 uri pavze in je kar naporno. Ni naporno tekmovanje, naporno je čakanje. V dosedanjem delu pogovora ste omenila 2 zvrsti plavanja, kravl in pa delfin, tule še hrbtno in pa prsno. Se v vašem klubu posvetite vsem disciplinam ali ste specializirani samo za posamezne? Od začetka začenjamo na vse. Zdaj, praktično plavalec, ko pride, vsi rečemo, zdaj pa bomo pa žabco plavali, ne? Ko je tekmovalno plavanje, je to prsno plavanje. In vsi splavajo na en način v prsnem plavanju. Sam prsno plavanje je najtežje naučiti, najbolj zahtevno je. Za delfina si ti rojen, če nimaš tiste plovnosti, gib roke, noge, je to težka koordinacija. In navsezadnje vsi tisti otroci, ki so se naučili prsno plavanje, kar hitro preidejo na kravl. Kravl je res taka disciplina, roke, noge, sam steguje se lepo naprej, a nekaj v prsnem. Tudi te tehnike tako napredujejo, da če se naposvetiš, pa če vsega ne popravljaš pravilno, zaostaja. In res prsno in ta delfin izstopata. Najtežje pa naučiti hrbtno plavanje. Hrbtno plavanje otroci ne marajo. Pravijo, da jim gre voda v nos, da nič ne vidijo, če zunaj plavajo, da jim sonce sveti, pa tudi niso vajeni koordinacija zunaj, v zunanjih bazenih se ne znaš koordinirati, nekaj gledajo samo v nebo in se zapeljejo v progo, pa tolčejo po progi, pa je vse drugo, vse je krivo, ne. In zato so ti bazeni zaprtega tipa za naše tekmovalce veliko lažji. Mi nimamo 50-metrskega bazena. Če gremo na priprave, tam smo tistih 5 dni, da se jih malo navadijo na zunanjo površino. Drugače pa velik problem hrbtno plavanje zunaj. In v kateri disciplini so vaši tekmovalci najbolj uspešni? Ja, če bi omenila zdaj, Miha je bil za vse stile, no. Miha je, mislim, tudi če je bil prednost, je bil še zmeraj delfin. Taja Primožič je kravlistka. Imamo Jonasa, ki je pa res prsno plavanje obvlada. Jaz mislim, da bi lahko rekla, da so bolj v kravlu pa v prsnem, kot pa v hrbtnem pa delfinu. Ta generacija, kot jo imam jaz sedaj, no. In iz pogovora lahko zaključimo, da vaša glavna želja je, da bi tradicija plavanja na Cerkljanskem se nadaljevala. Velika želja je, ne, zato ker je bilo toliko truda vloženega v to delo. Mogoče sem jaz imela srečo, ker sva bila s soprogom oba v temu. Oba sva bila prej v športu, zato točno veš, komu se odpovedati, kaj delati. Tudi ne vem, če bi meni bilo, da bi bil mož ves cajt v temu plavanju, jaz bi bila pa sama doma. Tako sva pa zmeraj hodila s temi plavalci po vseh tekmah, pa na treningih lažje sprejmeš to. Je kaj rekla, da bi se našel en mlad, ne, zdaj postavljati plavanje na novo, če bo taka situacija, kot je zdaj, bo zelo težko. In
en plavalca, še to bi omenila, ne, mi imamo kadra veliko, ali pa bivših plavalcev, sam nobeden se ne vrne več v Cerkno. In vsako leto vzhajati nove plavalce in vsako leto iščeš za tekmovalno plavanje, pa mora biti eden prisoten cel teden, pa še soboto ali pa nedeljo. Tekma je pa tekma zato, ker plavalec trenira, da ga ti pelješ na tekmo, da se izkaže z drugimi, da tekmuje, pa postavlja rekorde, pa osvaja kolajne. Jaz vam želim, da bi dejansko uspel najti rešitev za nadaljevanje plavanja v Cerknem in pa da bi bili uspehi na nivoju, kot si sami želite. Obenem pa se vam bi zahvalil za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam, pa jaz upam, da se bo še za katerega plavalca slišalo. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in pa vabeni k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.